Dober dan, želim vsem na to čudovito soboto. Evo, smo že pri 107. srečanju Društva za srečno življenje Belis. Naj se ta sreča množi in širi na vse konce, ampak marsikoga onesrečuje naša sreča, sem opazil zadnje čase. V glavnem je pa super, imamo velike rezultate, se širimo in se ožimo, tako kot naše ideje. In vse skupaj gre, mislim, res super. Tako kot ponavadi, seveda vsakega posebej vas vse lepo pozdravljam, vsakega posebej vidim, ja, pridni. Če bo še kdo kamero vključil, bo to super. Tukaj dobrodošli tudi v studiu Elis v Ljubljani, kjer se zbiramo teden za tednom. No, jaz bom kar povedal današnji program čisto na kratko. 18. marec ob 18. uri bomo najprej pregledali zapisnik. Bom pregledal tale program, potem bomo pa zapisnik potrdili, tako da če kdo še zamudi, če kdo še pride, da bomo bolj kompletni. Se pravi, 18:10 predvidoma bo Mihael Belis, ki stoji sedaj tukaj pred vami, povedal nekaj o George Sorosu in njegovih NVO-jih, nevladnih organizacijah, za katere enormno troši svoje milijardice. Bomo pogledali, kaj on zadnje 14 dni govori in kaj mediji pišejo in kaj se v družbi dogaja. In Slovenija seveda ni izjema tem finančnim manipulacijam. Pod naslovom seveda, zakaj mora predsednik vlade dr. Robert Golob biti v vsem poslušen Niki Kovač iz njenega inštituta 8. marec. Ja? Iz medijskih sporočil je mogoče razumeti, da je bila zopet prizadeta, in bomo malček o tej prizadetosti, o tej zaigrani prizadetosti seveda govorili, ker to je sistem, po katerem porivajo člane nevladnih organizacij v vlade, in člani nevladnih organizacij v bistvu so tuji agenti, ki rušijo notranje vlade. In to je Nika Kovač. Za uvod. Dalje, potem se nam bo pridružila predsednica društva Belis za srečno življenje Iviljana Belis in bo povedala nekaj o blagoslovih darovanja in kaj o darovanju pove Biblija. Zanimive stvari nam bo povedala. Po kratki pavzici seveda si bomo pa ogledali v tem smislu tudi nocoj diskurs, pogovor Davida Sprujija in James Roguskija. In ta človek je 2 meseca študiral amandmaje k IHR5, IHR5, International Health Regulations, v katerih so v teh amandmajih prečrtali vse človekove pravice. Te pravice pa so pravica govora, pravica do zdravja in pa seveda druge pravice, ki jih zelena agenda prinaša. In se nanaša seveda tudi na ves ta naš uvodni govor, o katerem sem povedal v tem uvodnem govoru. NVO-ji, ki podpirajo zeleno agendo, in Soros, ki podpira to, in tako da to je v bistvu vključno s Svetovno banko in z vsemi temi mogotci to peljejo. In naš predsednik, kao smo ga mi volili, seveda smo ga, je velik ljubitelj teh globalistov. Preden začnem, dragi moji, pa tako kot sem rekel, samo trenutek, da si jaz tlele en list vzamem, moment. Tako, evo, super. Vem, da je to. Ja. Evo, to je naš zapisnik. In če ste ga prebrali, potem vas vprašam, ali ima kdo pripombo na zapisnik, ki smo ga poslali v tem vabilu, pod točko pregled zapisnika ob 18. uri na 106. Zoomu 11. marca, torej prejšnji teden. Link do zapisnika je tudi pridan, torej če ste prebrali, če ima kdo kakšno pripombo, zdaj z besedo na dan. Če pripombe ni, bomo pač to enoglasno sprejeli.
Lahko tudi rečete vse v redu, lahko rečete ni v redu, da se malo slišimo. V redu. Hvala. Sliši se v redu, torej hvala. Se pravi zapisnik na današnji dan, zapisnik iz 106. Zooma 11. marca, ki je od danes naprej potrjen. Hvala za to potrditev, brez pripomb. Gre in roma seveda v naš bogat arhiv. Imamo že kar nekaj teh zapiskov in tako kot rečeno, glejte, za naslednji teden, preden začnem, vas še iskreno povabim, da se udeležite naše redne konference in sicer to je vabilo na redni občni zbor naslednji teden, 25. marca. 25. marca bomo imeli, torej to je to vabilo, ki ga imate tudi poslanega po mailu. Mal nižji dol je treba do konca iti. Društvo za srečno življenje Belis, to bo na 108. Zoomu, mednarodna članska konferenca, dne 25. marca ob 18. uri in vas vabimo, da se rednega občnega zbora seveda udeležite, kjer bomo predstavili letno poročilo društva za leto 2022. Tole je tale naslovnica nekako. Evo, zelen se malo skozi vidi, nič hudega. In zanimive stvari bodo tukaj noter, bomo opremili s fotografijami, opremili bomo z dogodki, ki smo jih imeli v letu 2022, pojasnili bomo vse finančno stanje v letu 2022 z grafi, z imeni, kdo je prispeval in tako naprej. Tako da pričakujte, naslednji teden bo zelo zanimivo, to bo mednarodna konferenca, hkrati pa tudi materinski dan, tako da bomo potem vse ženske vzeli tudi v zakup, vse mamice in ne mamice, skratka bomo tudi vsem čestitali ženskim elementom, ki nas podpirajo pri tem delu.